Živijo, Borut Lesjak tukaj. Danes imam cel kup uvidov, že odkar sem se zbudil in še prej. Pravzaprav zelo močne intuicije in uh, bom povedal kar tako malo nestrukturirano in mogoče koga navdihne. Najprej povem to, da šele v zadnjem času delim svoje uvide z drugimi, ker pravzaprav mi nikoli ni bilo lahko verjeti, da imam kaj pametnega za povedati. In tudi danes ne verjamem, da imam kakršnokoli modrost za podeliti. Verjamem pa, da smo lahko drug drugemu v velik navdih in vidim, kako določeni ljudje meni pomagajo prebroditi kakšne težke trenutke in vidim, kako se oni lotevajo stvari, kako se odzivajo na situacije v svojem življenju in dobim ideje, dobim navdih, kako lahko tudi sam poskusim. In zato bom nadaljeval s tem, kar počnem, s celjenjem, z meditacijami in s takimi deljenji uvidov in pisanji, kratkimi pisanji na Facebooku. No, današnji uvid, malo dolg uvod je, ker je to že sestavni del pravzaprav, namreč glavna stvar, ki sem jo začutil, je, da se mogoče vsi precej sprašujemo, kako izboljšati stanje. Kako izboljšati stanje v sebi, zunaj sebe, v svetu. In jaz se sprašujem, kaj je pravzaprav narobe, kaj je tisto, kar je narobe. In obenem se zelo dobro zavedam, da je eden mojih glavnih vzorcev je občutek, konstanten občutek, da je vse narobe, da je nekaj zelo narobe z menoj, s svetom. In ker je to vzorec, ker je to prepričanje, vem, da ni vedno res to, kar čutim. Da včasih napihnem majhen občutek, majhen strah, napihnem precej, napihnem čez vse mere. In kar učim z meditacijo je priti do jasnosti, prizemljice. To se mi zdi najboljši opis. Prizemljice, kaj to pomeni? Prizemljice pomeni, da gremo ven iz glave zadost, da se zavemo, da smo več kot samo misli, da smo tudi občutki in čustva in zavest. In zavest, ko rečem zavest, mislim nekaj, kar je izza misli. In poleg tega, da nismo samo misli, niti nismo samo čustva, nismo samo strah, ki ga čutimo, nismo samo groza ali pa žalost. In v resnici nismo nič od tega, nismo samo ena stvar, smo vse to hkrati, smo igra vsega tega, smo prepletanje in uravnovešanje vsega tega, vseh svojih zaznav, zunaj in znotraj. In na podoben način sem začutil, da v resnici z naravo in svetom in z nami ni nič narobe. Vedno so stvari take, kakršne si izberemo in jih skupaj naredimo. In če si prizadenemo bolečino, precejkrat berem in poslušam kakšne prijatelje in znance, kako trpijo kakšne res težke stvari, imajo težke situacije in lahko umre kdo od svojcev, zbolijo sami in nikoli ne bom rekel, da ti približno, da so si vse to sami zakuhali. Ne gre za to. Če se fokusiramo spet samo na en aspekt, se hitro ujamemo. In
da spomnim, bistvo tega uvida je jasnost, prizemljenosti. In vedno skušamo, če želimo, če si to izbiramo, skušamo priti v to jasnost ven iz parcialnih pogledov. In tukaj velja, da ko gledamo, kaj smo mi vnesli v neko situacijo, kaj je naš doprinos, dober ali pa slab, smo lahko bolj iskreni včasih. Lahko vidimo, da opazujemo svoje otroke, če se spomnimo sebe, ko smo bili otroci, kako smo se včasih posipali s pepelom, bili lažno skromni, nalašč, vrgli v smeti nekaj dobrega, da bi potem bili prizadeti in dobili neko sočutje od staršev, od drugih. Skratka, vse take majhne stvari, ki si jih sami prizadejamo, da bi dobili več sočutja, več ljubezni od zunaj, so velik sestavni del celote. In počasi se štejejo v veliko. Tudi ko se pogovarjamo z drugimi svojimi partnerji in rečemo stvari, ki jih ne mislimo. O tem govorim. Teh majhnih stvarih govorim. Ja, še enkrat, ne, če zbolimo in trpimo. Seveda ne pomeni, da smo slabi ljudje in zlobni in smo si zaslužili to kazen. Sploh ne govorim o tem. In to poudarjam večkrat, ker vem, kako se lahko hitro zataknemo v to. Rad pa bi odprl možnost za vse te naše pogovore in na forumih, na Facebookih, kjer se tako hitro vnamejo vojne in jih razumem vsa mnenja, ker vidim, kako sam niham med eno in drugo skrajnostjo in kako hitro padem v en pogled. In koliko dela je potrebnega, da grem ven iz tega ujetega pogleda v več jasnosti. Mislim in verjamem, da brez meditacije je to težko doseči. Ne delam reklame za svoje meditacije. Verjamem, da je meditacija lahko karkoli, ko se prizemljimo v naravo, v telo, v občutke, ko se uravnovesimo v vse, kar smo. Vsak si lahko najde svojo meditacijo. Na koncu je stvar, vprašanje izbire. Ali si izbiramo, in ta izbira je pa vprašanje svobodne volje. In prosim, ne se ujeti v to, spet v to duhovno past. Nikar ni treba gledati, da je eno ali drugo. Lahko je tudi s kmečko pametjo duhovnost vidimo, dojamemo in svobodna volja. Gre za to, ali si izbiramo nekaj konstruktivnega, kar bo dolgoročno trajnostno pomagalo nam samem in mogoče vsem bitjem in človeštvu in naravi nasploh. In verjamem, da imamo v sebi ta mehanizem, da čutimo, ali gre za to, ali ne gre, ali se še vrtimo v krogu in čakamo na nekaj, na neko potrditev, na karkoli. In samo ljubezen definiram tako, kot da delamo v to smer za sebe in posledično tudi za vse, za druge, za naravo. Veliko sem govoril in če ste začutili karkoli, potem je bil moj namen danes dosežen. Hkrati je bil tudi namen, da se izpostavim, da nekaj dam iz sebe ven, tisto, kar čutim, da ne zadržim zase. Tudi če ne verjamem, da je toliko pametno in da lahko pomaga. Mogoče pa, predvsem pa poročam, da ko sam meditiram, se premaknem, začutim upanje spet. Tudi če padem že v kakšen brezup, tudi če me je strah lahko in čutim tudi paniko v zraku.
In verjamem, da pomagam prizemljevati na trezen način, s kmečko, zdravo pametjo. Fokusirajmo se na tisto, kar nam pomaga preživeti dan na čim boljši, čim bolj ljubeč in nežen način, prijazen način in konstruktiven, smotrn, pameten, zdrav način, karkoli že to je. Če se fokusiramo na to, bo šla naša energija tja in bo rezultat močen, otipljiv. Tako, hvala, kdor je poslušal do sem, in hvala za vso podporo, tudi vsem, ki pridete na meditacije. Srečno, posemejte.